Sem mama, ki sem javno spregovorila proti sojenju Lindsay Clancy in pojavu, da ženske to množično podpirajo. Ženske v mojih komentarjih so me napadle, da sem izdajalka vseh žensk, da ne razumem poporodne psihoze. Nekateri so celo trdili, da sploh ne morem biti mama, ker ne bom branila morilke. Po premisleku sem se odločila, da bom še bolj vztrajala pri svojem stališču. Ker ko gledam po spletu, vidim vedno več in več liberalnih žensk, ki nasedajo zmešani spletni miselnosti. Ta miselnost jih dejansko prepriča, da je pomembneje podpirati druge ženske, kot pa pravice otrok. In o tem želim govoriti, ker medtem ko vidimo, da so ženske glede te teme razdeljene in ljudje postajajo besni ter zelo nesramni na spletu, vidimo tudi, da se veliko moških začenja oglašati o tem. In ja, seveda, so ženske, ki pravijo, moški, ne govorite o tem, tega ne razumete. Ampak večina moških se je morala soočiti s poporodno stisko svojih ženam. In večina moških si želi vedeti in verjeti, da ženske, s katerimi se poročajo, niso ženske, ki bi bile pripravljene zagovarjati žensko, ki je ubila svoje otroke. Zdaj, želim biti zelo jasna. Razlog, da me te ženske napadajo in so besne name, je razdeljen. Nekatere izmed njih so za splav in se poskušajo soočiti z lastno krivdo. Prav? Druga polovica pa govori o nečem, za kar dejansko mislim, da je precej utemeljeno in pošteno. Pravijo, da je to pomemben pogovor, ki ga moramo imeti. Da se o poporodnih težavah, skozi katere grejo ženske, sploh ne govori dovolj in niso sprejete v družbi. In to mora biti nekaj, o čemer se govori. Potrebujemo pravice za ženske, ki se po porodu spopadajo s težavami. In v Ameriki je dejstvo, da ženske po rojstvu otroka praktično nimajo nobenih pravic. Noro. In s temi ženskami se strinjam 1000%. Stiska, ki jo prinese prihod otroka, je resnično ogromen. Ampak tukaj imam s tem težavo. Imam težavo s tem, ko je razlog, da imamo ta pogovor, v tem, da branimo žensko, ki je dejansko ubila svoje 3 otroke. In niti tako daleč, da poskušate trditi, da jaz verjetno sploh nisem videla nobenega sojenja ali karkoli, kar se dogaja. In da je verjetno to storil oče, ker so moški pač taki. In to se mi zdi ogabno. To so stvari, zaradi katerih ženske na spletu izpadejo neumne in bedaste. In tega ne bom dopuščala. Poglej, popolnoma podpiram, da se ženske med seboj podpiramo in si prizadevamo za družbo, ki resnično ceni in podpira ženske pri rojstvu otrok ter težave, ki jih to prinaša, ter da normaliziramo pogovor o tem. Samo mislim, da je odločitev, da to počnemo v povezavi s temo ženske, ki ubije svoje otroke, neokusna, napačna in ni prava pot. In pri tem bom vztrajala. Ni tako, da mislim, da nas ne bi smelo skrbeti za poporodne težave, poporodno psihozo in poporodno anksioznost. Ne, mislim, da nas mora to zelo skrbeti. Samo res ne mislim, da je primer ženske, ki gre tako daleč, da ubije svoje otroke, pravi način za to. In povem vam zakaj. Zaradi ljudi z nizkim IQ tam zunaj. Ljudi z nizkim IQ, ki lahko gledajo te stvari in se tega zavedajo. Če pridejo do točke, ko jim je tako težko biti mama, nekje v ozadju misli, bojo razumele, da če naredijo to noro in iztirjeno stvar, da dejansko poškodujejo svojega otroka, obstaja svet tam zunaj, ki jih bo razumel zaradi njihove stiske. In zame to je popolnoma sebično. Če ste ženska, ki se bori s poporodno psihozo do te mere, da dejansko razmišljate o umoru svojih otrok, je prva stvar, ki jo morate narediti, da umaknete svoje otroke stran od sebe in se sami umaknete stran od njih. To je tisto, kar naredi odgovorna ženska. To je tisto, kar naredi ženska, ki je bolj mar za svoje otroke kot zase. In dejstvo, da ljudje tega ne morejo videti in mislijo, da bi moralo biti to sojenje pogovor o ženskih težavah med nosečnostjo, je napačno. In ob rojstvu otroka je to napačno. Ne smemo in ne bi smeli imeti tega pogovora o ženski, ki je ubila svoje 3 otroke. Sploh ne govorim o norih teorijah zarote, da tega sploh ni storila. Večina ljudi sploh ne ve, da to ni sojenje o tem, ali je ubila otroke ali ne, kar pa veliko žensk na spletu dojema tako. Ne, to je sojenje o tem, ali bi poporodna duševna bolezen, duševna motnja, morala biti dejavnik pri tem, če nekdo nekoga ubije ali ne. In tukaj je ena nekoliko neprijetna resnica. Večina ljudi, ki gre ven in ubije nekoga, razen če so dejanski psihopati, niso v pravem duševnem stanju. Tako preprosto je, tu ni nekaj običajnega. Tako da ustvarjanje pogovora o normalizaciji težav po porodu, kjer bi legitimirali materine stiske kot razlog, da lahko ubije svoje otroke, je zmešano in noro.
In izkaže se, da nisem edina, ki tako misli, ker se na spletu pojavlja pojav, kjer moški pravijo, da zdaj prekinjajo zveze z ženskami, ki podpirajo sojenje Lindsay Clancy. In povem vam zakaj. Ta punca je napisala: "Torej se res razhajaš z mano zaradi enega prekletega mnenja." In on je odgovoril takole: "Ne razhajam se s tabo zaradi mnenja. Razhajam se s tabo, ker mi je to mnenje pokazalo temeljne razlike v najinih vrednotah." Lahko imam sočutje do nekoga, ki se duševno bori, ne da bi upravičevala, kar se je zgodilo tistim otrokom. Če izbiram nekoga, ki bi lahko postal mati mojih otrok, moram popolnoma zaupati njenemu presojanju, še posebej, ko gre za njihovo zaščito. To, kar si rekla, je v meni ustvarilo dvom, ki ga ne morem prezreti ali zaradi njega tvegati svojih prihodnjih otrok. In tukaj sem, da opomnim vse mame, da je vaša dolžnost, da vam je bolj mar za vaše otroke, kot za druge ženske. In da vam je bolj mar za otroke povsod kot za ženske. Ker to je tisto, kar nam je bilo prirojeno dano. Bog je dobesedno rekel, da imajo ženske sposobnost zaščititi te stvari. Zato jih bodo lahko ustvarile v svojih lastnih telesih, jih rodile z ogromno osebno žrtvijo, jih hranile z ogromno osebno žrtvijo in bile najpomembnejši dejavnik v njihovi psihi in fizičnem zdravju skozi celo njihovo življenje. Najpomembnejši dejavnik, ali bo otrok odrasel v uspešno osebo, je, ali ima srečno mamo in ljubečo mamo. In zame je to odgovornost, ki jo moramo ženske vzeti zelo, zelo, zelo resno. In vendar še vedno nekako poporodne stiske, za katere, verjemite mi, razumem, da so zelo, zelo, zelo resnične, je nekako prevzel vse do te mere, da poglejte ta video. Resnično nisem mogla verjeti, da je to res, ko sem ga gledala. Poslušajte tole. Moj novi postopek preverjanja, če želim hoditi z moškim. Prvo vprašanje na zmiku, ki ga bom vedno postavila, je: ali misliš, da bi morala Lindsay Clancy iti v zapor za to, kar je naredila? In če ta moški reče da, bom vstala in tako odšla. Ne morem preživeti preostanka svojega življenja z nekom, ki misli, da je ta ženska kriva in si zasluži zapor. Glej, osebno nisem prepričana, da bi morala ta ženska iti v zapor. Morda mora biti v psihiatrični bolnišnici do konca življenja. Ampak dejstvo, da so ženske začele verjeti v to, da smo tako daleč prišli, da ženske mislijo, da je to dober način za ugotavljanje, ali je moški kakovosten ali ne, ali bo skrbel za žensko, je narobe. Moški mora iskati žensko, ki jo pozna in ji zaupa, ki bo imela čustveno sposobnost, disciplino in resnično sposobnost v sebi. Odpornost, da bo dobra mama in dobra partnerka. In ženska, ki misli, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri moža to, ali meni, da je morilka legitimna in nekako sprejemljiva. In seveda, naj tega ne poenostavljam. Večina teh žensk ne hodi naokoli in pravi, da je v redu ubijati otroke. Nismo neumne. Ampak spet, enačenje med težavami materinstva in izprijenim ter psihotičnim dejanjem, kot je dejansko umor lastnih otrok, ni nekaj, kar bi morali kot družba normalizirati. Pika, konec. In to je težava tega pojava, saj je dejansko normaliziral poporodne težave do te mere, da jih enači z umorom. In to je narobe. In mislim, da bo to vedno narobe. In imam s tem težavo. In ko greste skozi moj razdelek s komentarji, ki si ga bomo čez trenutek ogledali, in vidite, kako so te ženske govorile z mano, ker so jezne, da ničesar ne razumem, s tem imam resen problem. Tukaj imamo kup videoposnetkov, kjer ljudje preprosto pristopijo do drugih in jih vprašajo, kaj si mislijo o Lindsay Clancy. Mislim, Stafor in to da je to. popolni tišini. Ne, nimaš, ker nisi jebena ženska. Torej, kot pravim, ti kot pravi, da vsaka ženska, ker smo vse prekleto preživeli v tišini in bi morali vse prekleto to naredimo brez podpore. Slabo sporočilo ženskam. Ne, ni res. Ne. Ni res. Ne, jebi se. Ne govori nam, kaj dela in česa ne. Ona zveni zmešano. In moški pravi, da to meče slabo luč na ženske. In se strinjam z njim, ker kot ženska, ki je rodila in kot ženska, ki je šla skozi poporodno obdobje in kot ženska, ki je imela svoje lastne težave, in ne drzni si mi reči, da ne razumem. Razumem, tudi jaz sem imela svoje težave. Slabo je, da moramo uporabiti primer, kjer je nekdo ubil svoje 3 otroke kot dokaz, koliko je treba ženske braniti. To je res izkrivljeno. Ne, to je popolnoma noro, ker poglej, v čem je stvar. Ženske lahko naredimo vse, lahko delamo polni delovni čas, lahko skrbimo za svoje otroke, lahko obvladamo vsak prekleti urnik. Ampak vedno bomo nekako zaostale. Si mama, ki je doma z otroki, zakaj se ne izpolniš tako, da pridobiš univerzitetno izobrazbo? Narediš to, narediš ono. Delaš, nekdo drug pa vzgaja tvojega otroka. Ampak mislim, da ni pametno, da zato uporabljaš ta primer. Ima prav.
Tako Mislim, da prepričana ženska, sem ki v ubije to, kar svoje tri govorim, otroke, da kot ni tista stvar, za katero bi se bilo vredno boriti in reči, da je to tisto, kar potrebujejo in da je to zdravstvena oskrba, ki jo potrebujejo. Ne, kar pravim je, da res je, to Ne pravim, da je to počnemo. narobe. Torej, Mogoče to pa res je tisto, potrebujejo. kar pravim. Ponovno, večina izmed nas se strinja, da bi morale biti spremembe in reforme ter premiki k podpori ženskam in dejanskemu vrednotenju žensk, ki prinašajo otroke na ta svet. Saj je to najbolj neverjetna stvar na svetu. In s tem nimam prav nobenih težav. Ampak izbrati žensko, ki je ubila svoje otroke kot primer za to, je res narobe. Zdaj, morda bi želeli biti kot Candace Owens in ubrati linijo kritike velike farmacije, prav? Zdaj trdi, da podpira Lindsay Clancy, ker verjame, da je velika farmacija zlobna. Rada bi dodala tole. Tudi jaz verjamem, da je velika farmacija zlobna. In tudi mislim, da je veliko težav z antidepresivi SSRI, razen dejstva, da so bili za nekatere ljudi res koristni. O tem imam veliko zapovedati. Ampak na koncu dneva, če greš tako daleč, da nekomu rečeš, da lahko za vse kriviš, dobesedno vse, pomanjkanje ženskih pravic, pomanjkanje podpore, njihovo duševno zdravje, zdravila, ki so jih jemali, kriviti vse to za dejstvo, da so ubili lastne otroke, ni prav. Svoje mnenje o tem sem jasno izrazila v trenutku, ko so jo aretirali. V trenutku, ko je to prišlo v javnost. Lindsay Clancy očitno ni kriva. Obstaja cela vrsta zdravnikov, ki bi morali biti v zaporu zaradi zdravil, ki so jih predpisali. Redno javno govorim proti velikim farmacevtskim podjetjem. Vedno znova jim uspe pobegniti pred odgovornostjo za umor. In v tem primeru jim je uspelo pobegniti pred odgovornostjo za umor njenih 3 otrok, hkrati pa so popolnoma uničili njeno življenje. Po mojem mnenju, Lindsay Clancy ni kriva. V redu, torej očitev je to že druga oseba, ki trdi, da nekdo ni kriv. Vemo, da obstaja zelo velika verjetnost, da je ta oseba kriva, vendar se z njo ne bom prepirala glede dejstva, da je velika farmacija izjemno neodgovorna. Izjemno neodgovorna za ogromno število smrti. In mislim, da bi bila to lahko odlična tema za pogovor v tem trenutku. Pogovarjamo se o tem, da je velika farmacija problem, ne pa o tem, da je Lindsay Clancy nedolžna. Ubila je svoje otroke. To je to, ni nedolžna. Ampak velika farmacija je imela pri tem veliko vlogo. Z veseljem bi uporabila Lindsay Clancy, da bi uničila farmacijsko industrijo, ki uničuje življenja tolikih ljudi. Nič si ne želim bolj kot to. Poglej, ta ženska mora zdaj preživeti življenje v zaporu zaradi sistema predpisovanja zdravil, ki meni da je v redu, če se s težavami ne soočamo, ampak jih samo prekomerno zdravimo, da lahko služijo na račun zavarovanja in podobno. Odlično. To je dober razlog, za katerega se ljudje borijo. Borite se proti veliki farmaciji in jo uporabite kot primer. Nažalost pa ženske tega ne počnejo. Uporabljajo to kot dokaz težav po porodu. In to je zmešano in narobe. Narobe, preprosto. Do danes sem se s tabo vedno strinjala, ampak spoštljivo, nimaš vseh informacij. Nobena od teh žensk ne odobrava Lindsaynih dejanj umora. Govorijo o pomanjkanju podpore, ki jo matere v tej državi prejemajo. Poporodna psihoza ni priznana kot uradna motnja, vendar jo doživi veliko žensk. Ta ženska je obupano poskušala dobiti pomoč in ni prejela podpore, ki jo je potrebovala. Zaradi tega se je zgodila grozljiva tragedija. Zatajala jo je njena zdravstvena ekipa, zdravstveni sistemi in celo družba, ki matere sili, da se čim prej vrnejo na delo. Sama sem po rojstvu drugega otroka za kratek čas doživela poporodno psihozo in bilo je res strašljivo. Imela sem srečo, da sem imela blag primer in da sem prejela pomoč, ko sem bila še v bolnišnici. Prosim, upoštevajte, da je ta situacija bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled. Res je bolj zapletena. S tem nimam nobenih težav. Še vedno vztrajam pri svojem stališču, da ni prav, da ženske uporabljajo ta primer kot dokaz, da potrebujemo pomoč in da si zaslužimo več spoštovanja za naše težave. Mislim, da je to narobe. Že dolgo sem velika oboževalka, popolnoma zgrešila si bistvo. Morda si oglej sojenje in spremljaj celoten primer, pa boš razumela, zakaj ženske branijo njo. Prosim, drži se tem, o katerih si popolnoma obveščena. Vsi odrasli morajo odgovarjati. Prav si. Ali pa res nihče ne opazi dejstva, da je toliko žensk, ki gredo skozi to, kar bi moralo biti rdeča zastavica, in da naša družba nima več podpore za mame, kot smo imeli včasih. Imaš sploh otroke? Če nimaš otrok in nikoli nisi sama šla skozi poporodno depresijo, se moraš vzdržati komentarjev, ker nimaš nobene osnove. Jaz imam otroke. Prav ta objava je zelo neokusna. Si sploh spremljala primer, ali veš, da je poporodna psihoza resničen pojav? In no, še nikoli nisem bila tako razočarana nad tabo. Povej mi, da nikoli nisi imela poporodnih težav brez zunanje podpore. Ne, da bi to dejansko povedala. Kako nesramno in grdo je to reči. Si sploh videla ta primer? Umor 3 otrok je grozen, ampak ženske morajo imeti možnost prejeti ustrezno oskrbo. Zelo me skrbi, kakšne posledice ima lahko širjenje pripovedi, da je materina stiska nevarna in da so, če mati ubije, krivi vsi drugi. Ta oseba je to napisala, prav? Ta ima en všeček v primerjavi s to žensko, ki je to napisala in ima 37 všečkov. Prav? Ta ima 89 všečkov. Toliko ljudi podpira ženske, ki to govorijo.
Ne sledim ti več, to obravnavaš tako neokusno. In jasno je, da tega nisi gledala. Nisi gledala niti ene ure več tedenskega sojenja, ki še vedno poteka. Nesramno. Psihoza je popolna izguba stika z realnostjo. Nihče, ki jo dobi, si je ne želi ali ima izbiro glede tega. Si slišala njene dnevniške zapise? In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Adijo. To je projekcija. Bla, 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 bla. Oprosti, ampak moram se strinjati z drugimi komentarji tukaj. Komentar za komentarjem ženski pravijo, da je problematično, da to govoriš. Ne razumeš poporodne psihoze. In spet, hvala Bogu, da nikoli nisem imela psihoze, hvala Bogu, da nikoli nisem poskušala ubiti svojih otrok, ampak mislim, da tega ne bi smeli normalizirati kot nek standard, skozi katerega naj bi ženske šle, ker to ni normalno in ni običajno. Preprosto ni. In borba, da si mama, da imaš otroke, je res ogromna. Ampak res ne mislim, da je to tisto, za kar bi se morale ženske boriti do konca. Opravičujem se. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.